Gledate Gorenjska poročila na GIF TV. Super, pa ne, samo malo počakajte, pa sem pogledati. Eno ful žalostno. Še centimeter. Konc. Kakšen je zdaj vaš pogled v dom Petra Uzarja po tej čudoviti otvoritvi? Ja, veseli se me, da sem danes tu na tej otvoritvi, na ta pomemben dan, ki je pomemben za vse stanovalke in stanovalce doma, za tudi tiste bodoče, ki bodo nameščeni v teh začasnih namestitvah doma. To je pomembna pridobitev za skupnost, gre v smeri solidarnosti in to je tisto, kar v družbi potrebujemo. Vi boste še naprej podpirali te projekte? Seveda. Investicijski projekti so zelo pomembni. Če hočemo, da bo dolgotrajna oskrba delovala tako, kot mora, moramo seveda zgraditi tudi infrastrukturo. Letošnje leto se je tudi zaključil nov razpis vlaganja v infrastrukturo domov za starejše, varstveno-delovnih centrov, CUDV-jev, tako da pospešeno delamo na tem področju. Kadrovska problematika je velika, o tem se veliko pogovarjamo tudi na vladi. Iščemo skupaj rešitve, vsi deležniki, delamo aktivno tudi z domovi za starejše. Rešitve ne bomo našli z danes na jutri, moramo imeti pa v mislih tudi prihodnost in v tej smeri delamo. Udeležili ste se te čudovite slovesnosti, nove investicije v domu Petra Uzarja in kakšni občutki vas pravzaprav premlevajo v tem domu? Po eni strani moram reči, da sem kar malo ganjen, tako kot vsi vemo, vsi bi si zaslužili eno lepo, mirno, prijazno starost, najboljše med svojimi najbližjimi, ampak nažalost vedno ni tako, ali so to socialni ali zdravstveni razlogi. In take ustanove, kot je dom Petra Uzarja, sploh za to razširitvijo prostorov zdaj, mislim, da res pridodajajo raven temu, da lahko tudi našim občankam in občanom omogočimo, da tudi na teh prostorih najdejo en tak lep, prijazen in spodbuden prostor, kjer si na stara leta lahko odpočijejo in v bistvu v miru preživljajo starost. Z vsakim direktorjem pridobivajo neko novo investicijo in to je tudi nek kanček v mozaiku, seveda vse v dobrobit stanovalk in stanovalcev tega doma. Ja, točno tako. Seveda pa prostor je nekaj, stene so nekaj, zidovi so nekaj in ne moramo brez tega, da vsak tak dom rad tudi zelo predano in iskreno osebje, ki lahko dela tukaj noter. In vemo, da v Sloveniji zdaj na splošno in tudi v Tržiču je majčken problem s kadri. Jaz upam, da se tudi to razreši in da tisti, ki delajo zdaj, ne bojo delali še preko svojega delovnega časa kot prostovoljci, ampak da dobijo tudi ustrezno pomoč, s tem pa tudi zagotovimo vsem našim občankam in občanom eno dobro in primerno kvalitetno oskrbo. Zagotovo to ni samo problem doma starostnikov v domu Petra Uzarja, to je problem celotne Slovenije, kot nam je poudaril tudi minister, in da se bodo zavzemali za to, da bi se ti problemi čim manj boleče rešili. Vam pa hvala lepa za pogovor, Peter.
Hvala tudi vam za povabilo. Domen Rakovec, direktor Doma Petra Uzarja, lepo pozdravljeni in seveda iskrene čestitke ob tej novi pridobitvi. Ja, dober dan, lep pozdrav. Kaj pomeni za vas današnja pridobitev, kot ste omenili že na sami otvoritvi, da je to obrnjen nov list v Domu Petra Uzarja? Ja, zdaj v naši hiši dejansko se v zadnjem času ukvarjamo z dvemi investicijami. Prvo poglavje je dejansko tudi danes zaključeno s tem, ker je pač prišlo do otvoritve novega oddelka ki je namenjen začasnim namestitvam. Zdaj, začasne namestitve niso nič novega, novo je pa pri nas to, da imamo v bistvu cel oddelek, v katerega lahko nastanimo do 11 oseb, namenjen samo za začasne namestitve. Pa seveda to, glede na to, da je naša hiša stara, je to vsekakor poživitev, ker imamo tudi boljše delovne pogoje za sodelavce, pa tudi boljše bivalne pogoje za vse stanovalke pa stanovalce v hiši. Zagotovo je pomembna ta začasna pridobitev tega oddelka Arnika, če sem se prav zapomnila. Tako je, arnika je zdravilna rastlina, je rastlina, ki na nek način tudi ponazarja sonce, tako da smo izbrali to ime za poimenovanje tega oddelka, pa dejansko je tudi oddelek namenjen temu, da si ljudje lahko pomorejo, ali so to svojci, ki dajo pač starejšo osebo lahko v varstvo za začasnih namestitvah največ 3 mesecev, oziroma tudi sami stanovalke, stanovalci, glede na to, da so deležni prave strokovne pomoči. Za kakšno investicijo je pravzaprav šlo, koliko sredstev ste pridobili oziroma koliko je znašala ta investicija, v kateri se nahajava? Zdaj, investicija je znašala nekaj manj kot 1 milijon evrov. 80% mislim, da je pokrilo tukaj ministrstvo oziroma šlo z evropskih sredstev, 20% je bilo pa naše udeležbe zraven. Glede na to, da gre to za začasno namestitev, so te sobe zdaj že zasedene ali je možnost, če komu izmed stanovalcev oziroma tistim, ki potrebuje kakršnokoli pomoč, da pride k vam? Zdaj, kot rečeno, je možnost začasnih namestitev, sama beseda pomeni, da je to začasno, iz različnih razlogov. Bivanje tukaj je nekje omejeno najmanj 1 teden do 3 mesecev. Prvi uporabniki pridejo v hišo naslednji teden. Povpraševanja je dejansko med samim prebivalstvom kar precej tako, tako da mislim, da nimamo skrbi v zvezi s tem, ali bo dom služil oziroma ta enota služila namenu ali ne. Hvala lepa za pogovor. Ja, tudi vam hvala lepa.